Dobro jutro. Smo 2. maj, bravo, tudi 2. maj je dela prost dan. Juhej! Danes goduje Boris in takojšnja asociacija je Boris Kralj. On je bil res kralj, Cerkničan, od Marjana brat, ki je imel v nedeljo zvečer. No in Boris Kralj je moj, ne bom rekel idol, ampak je pustil kar velik pečat v mojem življenju, dajmo tako na brzino reči. Ok, 2. maj, lepo, ptički so še vedno tukaj, a ne? Pa lepo jutro, pa upam, da ste se naspali, glede na to, da vas je včeraj in budnica in cerkveni zvonovi so vas fliknili ven iz Nina Nana, iz posteljice tople. Ok, bomo pa danes bolj v easy, in ko bomo bolj v easy, boste lahko dlje pili kavico, pa me boste poslušali. Ne, sej me ni treba, niti ni bila tako zelo močna ideja, ampak zdaj ne vem, ali se moram pohvaliti, ali čem biti hvaležen, ali čem postati ponosen. No, ta zadnjo ziher ne. Ampak naj vam povem, da se vas je čez moje video vsebine sprehodilo kar 700. Dragi moji, zame je to velik poklon. Ja, ok. In zaradi tega pa ne bomo nehali in bomo mi pojačali, če to komu nuca, bomo mi pojačali YouTube kanal, oživlja v tem trenutku. Ok, jaz sem si izbral eno temo, ki sem ji dal naslov Blinded, torej slepi. Ljudje smatram, da so v eni veliki hipnozi, da so zastrupljeni, zadrogirani, oziroma slepi, na koncu slepi. Zakaj sem uporabil vse izraze? Ljudem se ne da dopovedati, da živijo v zajčniku, da je zunaj zajčnika novo življenje. Ljudem se ne da dopovedati, da so zavedeni, da so celo življenje s svojimi predniki vred živeli v veliki prevari. Pa ne po svoji krivdi. Ne, to je najhujše, ko ljudje pol to vzamejo za svojo krivdo. Ne boš ti meni rekel, da sem bil pa prevaren. Ne, noben. Ta nek ego ne pusti. In da so ljudje taki, je lahko, damo se pravi, slepi, a ne, zaslepljeni, oziroma v spanju. Mi pa smo v fazi awakeninga, torej prebujenja iz spanca. Ok. Da ljudje spijo, je kriva ena indoktrinacija, eno sistem prepričanja, da je življenje tako, kot ti je o njem nekdo povedal. Niso nam pa pustili, da bi mi življenje dejansko uspeli občutiti, začutiti, kamoli, da bi ga živeli. Ja, nekateri posamezniki so uspeli pobegniti tej dirki, večina pa nas je živela v iluziji. Ljudem bi se dal marsikaj povedati, ampak, kakor sem rekel, so zastrupljeni in zadrogirani. Mene dostikrat označijo za narkomana, pa nisem narkomana, ne. Zdaj pa govorim o zadrogiranih ljudeh. Medicina uporablja zdravila. V angleškem prevodu je medicine oziroma drugs, torej zdravila, je prevod besede zdravila, je drugs, torej droge. Ja, zakaj lahko tudi tako rečem? Ker so kemične sestavine pomešane z balastom iz nafte. Torej, vsaka tableta ima in nafto in kemikalije, a ne? In za moje pojme je to nekaj nezdravega v našem telesu in lahko rečem, da je droga. Ker droga pa je zaradi tega, ker ljudje postanejo od tega odvisni. Če skrajšam, ljudje, ki enkrat začnejo jesti tablete, govorim o
bolj resnih stanjih, ne govorim zdaj o blagem glavobolu ali pa ne bom šel predaleč, ampak ljudje, ki začnejo resno jesti tablete, največkrat jih jejo do konca svojega življenja. V večini primerov, ne govorim za vse. Okay? In te sestavine zagotovo ne vplivajo na naš tako, da bomo zdravi, ampak imajo v ozadju te stranske efekte. Ampak ti stranski efekti niso stranski efekti. Stranski efekt je osnovni efekt, da vaše telo ne funkcionira prav. In če ne funkcionira prav, se z njim da manipulirati. In če so tu v tej točki zdravniki opravili svoj posel, vas prime potem pa oblast, javna uprava, organi pregona, tudi politika, pa banke, pa vse sort. Skratka, ljudje so lažje manipulirani, če so poškodovani oziroma zastrupljeni. Ja? In zdravila so ena vrsta zastrupljanja telesa. Druga vrsta je zagotovo ful pomembna. Naša zdravila bi mogla biti tisto, kaj mi jemo. A ne? In kaj mi jemo? Zadnja desetletja res jemo strupe. Vsak paradižnik, vsaka solata in korenček, ki ga kupite v kateremkoli supermarketu, on ni biološke pridelave. Tudi če piše bio, sam neki pač ni, da imajo zdaj ta certifikat. Za domač, neoporečen korenček, krompirček, peso ali pa paradižnik se pa morate malenkost bolj potruditi, a ne? Torej, ali ga vzgojiti sami, ali pa kupiti pri zaupanja vrednem kmetu, ker tudi kmetje so pogruntali, da pač ne morejo brez nekih dodatkov, pa še oni so bili spet zavedeni. Tako da, zelo velik del strupov pride skozi hrano v naše telo. Da grem korak naprej, tam je sistem dodal procesirano hrano. Procesirani hrani so dodane seveda spet kemikalije, ampak če je v piksni pa v škatli, meni verjemite, da to ni hrana. Če pa je medijsko spromovirana, je pa to strup. Če tudi je lep medvedek gor narisan, če tudi piše gor zdravo za otroke. A veste, ni res to, kar pišejo. Jaz sem že enkrat prej poudaril, rekel, kaj pa de facto, kaj pa dejstvo, pa resnica, se ne sklapa z rečenim ali napisanim, a ne. In da se vrnem nazaj na zaslepljenost, a ne, oziroma zastrupljenost, ljudem se ne da razložiti, da smo res uničeni. Zaradi tega je zelo pomembno, da od sebe odstranimo vse strupe. Vse strupe pa zdaj bomo mi težko odstranjevali na brzino. Ne. Najbolj pomembno je, da nehamo uporabljati strupe. Zdaj bo nekdo rekel, Turšič, ne da se brez zdravil. Okej. Ampak dajmo pa vsaj pri hrani, pa vsaj pri pijači pomisliti. Jaz leta pijem vodo iz steklenice. Jaz vem zakaj. Pa iz pipe je, ni filtrirana. Jo pa sonček malo poliže, pa malo postoji. Še kakšen kristal bi lahko dal noter, pa nisem, ker če ne bi si še te zobe stavkal. Pazite, da ne vnašate več strupa, ker strup ne pride samo skozi usta. Otrov je en naslov pesmi od Bajaga. Otrov, nič se jede, nič se puši, nič se guta, nič se njuši. Otrov, to je ono, što ti ulazi u uši. Skini se sa njega. Okay? Otrov je naslov komada Bajaga. Kaj prihaja skozi to odprtino, smo definirali? Skozi to odprtino pa dobite
ne broj strupa, brez da se sploh zavedate. Reklame, poročila, disharmonična glasba, nekvalitetna, pravzaprav zavajajoča besedila. Dam enega za primer, jo bom zapel, zažvižgal, boste pogruntali, kater komad mislim. Make hate not war. Make hate not war. Ustvarjaj sovraštvo in ne vojne, je naslov te super simpatične žvižgajoče pesmice. A ne? Hočem reči, pesmica je že lepa, mogoče ne polagate pažnje besedilu, vi si jo požvižgavate in podzavestno z mislimi ustvarjate hate, sovraštvo. Če to ne bi držalo, če bi jaz imel narobe, kater debil bi napisal tako pesem, a ne? Zgleda, da nek namen pa mogoče le ima. Iz tega se morate odstraniti. Jaz vam probam pokazati skozi moje videe. Ptičice, muziko, calm down. Na Gangnam Style ne boste dosegli mera, veste? Pa na techno, pa na rave, pa na dubstep. Mislim, da ne. Mislim, zame to ne dela, mogoče pa vam dela. Ne bo, ziher da ne. Ok, se pravi, pazite, kaj jeste. Če sem že rekel, ok, jejte zdravila, ampak dajte probati manj, dajte probati malo več kakšne zelenjave, v smislu regrat, če imaš, sem že 1000krat ponovil, vse, kar se najde v naravi, je še kolikor toliko zdravo. Kar si pridelate sami, je kolikor toliko zdravo. Res bodite previdni, kaj vnašate. Isto za sokove in vse pijače. Pazite, kaj pošiljate v ušesa. Ugasnite radio. Ne rabite vi vedeti za prometno nesrečo na drugi strani države. Ne rabite vi vedeti za zastoj na 70 km stran. Če niste na cesti, ne. In ta informacija ni potrebna. Ne rabite vi vedeti, da je Poklukar se spet nekaj zlagal. Vi ne rabite vedeti, da vam spet so prodali novo laž o Ukrajini. Ne rabite tega vedeti, ker vam spodbujajo jezo, strah, nervozo, skrb, kaj pa bo, joj, ne? Nočete vi tega. Vi hočete suverenost, stoično držo, zavedanje, kaj hočete in kam greste in kaj počnete in kdo ste. Tega radio nikoli ne bo povedal. Ok, smo daljni zdaj, kaj prihaja v ušesa, jaz vaš čas tudi poudarjam, pejte poslušati orkester narave. A vam povem primer. Ptic slište vsaj 5 nahmal, imamo še čričke, murinčke, ali ne? Če ste bližje vodi, ujamete žabo, ujamete tudi šum reke ali pa valove, če ste na jezeru ali morju, pa veter. Pa še je tega. Sem zdaj dal samo par primerov. Ja? Tako da dajte se malo uglasiti z orkestrom, ki že igra milijone let. Mi smo del tega orkestra. Ja? Naslednja stvar, ki prihaja v vaše možgane, v vašo podzavest, so oči. Vse, kar vi vidite po ekranih, ustvarjeno strani medija, je z namenom propagande, zavajanja, usmerjanja vašega uma tja, kamor oni želijo, da gre. Saj pa vemo, da sistem noče, da ste vi pogumni, močni, suvereni. Če bi vam povedali, da bodete taki, potem bi postali nevarni sistem, kaj ne? Sistem pa noče sovražnikov, že kar takoj sužnje naredi. In mi smo sužnji. Nič drugega, kot sužnji, samo verige nimamo. Imamo navidezno verigo kreditov, pufov, obveznosti,
te verige nočete in sistem noče, da ste vi brez verige. Veriga vam pa odpade, ko rečete, jaz se te igre ne grem več. In kadar izstopite iz te kaotične dirke, hrčkove dirke, kadar izstopite iz tega zajčnika, iz te matrice, ki je vse skup virtualno, takrat sistem izgubi moč. A veste, sistem je nekaj, kar se ne da prijeti. Sistem ni nekaj trdnega. Sistem ni nekaj, kar se da umakniti, pa reči, zdaj pa sistema ni. O da, kadar bomo vsi v glavi rekli, zame sistem ne obstaja. Jaz sem en primer, pa ne bom našteval imen, ampak jaz vem ljudi, ki ne uporabljajo sistema. Ne. In sistem mora vsak pri sebi dati iz glave in reči, ja, ok, kako se pa da, dragi moji, super simpel je. Jaz probam, ure in ure letijo, kjer vam probam pokazati. Najprej umakni, pa pojdi poslušati, ugasni radio, poslušaj ptičice. Sem povedal, je rešitev. A sem vam povedal, ne jest procesirane hrane iz supermarketov, probajte iti nabrat. Zdajle je regrat, pa če imaš, pa niso to edine stvari. Kaj gledate? Jaz že dolga leta ne gledam poročil, pa sem jih ustvarjal kot ustvarjalec newsa na televiziji, kot audio inženir. Sem jih ne gledam, tudi ne gledam filmov. O ja, V for Vendetta, tega vam svetujem. Identična zgodba, kot se dogaja zdaj, se je dogajala v filmu. Pa Matrica je tudi dokumentarc, ja. Pa jaz sem zelo slab v filmih, ne morem se enega spomniti zdajle. Je šel. Jaz niti gledam samo še kakšen dober koncert si pogledam, ker koncert izžareva nekaj več energije kot studijski posnetek, nekaj več avtentičnosti, mičken variacij, pa še kaj je za videti zraven, poleg glasbe. Recimo, da si največ pogledam koncertov. Sicer pa ne gledam sranja in če kaj na telefonu, potem berem. Branje spodbuja domišljijo. A veste, vi kadar berete, si morate stvari malo predstavljati. Beremo roman in roman gre tako. Na peščeni plaži je bila hiška obdana s palmami, imela je teraso, na terasi stol in mizo, na mizi svečka in kozarec vina. Za stolom je sedel star možak. Vi morate vžgati to domišljijo, drži. In kadar vzpodbujate domišljijo, prehajate v svet domišljije. Ja? Če vam naredijo film po temu, boste vi sam videli to hiško, pa palme, pa tega gospoda, ki sedi in zdaj čakate, kaj bo rekel. Vaša domišljija ni naredila v tem trenutku nič. Zakaj je fajn brati? Domišljija je tisti segment, kamor nas vabijo vsi razsvetljeni, vsi prebujeni, vsi tisti, ki so zapustili zajčnik, ker želijo v prvi vrsti pomagati, da tudi vi zapustite to. Pa naj bo zdaj ptičja kletka, zajčnik, matrica ali sistem. Svet pravljic, svet sanj, svet domišljije, imagination, je začetek tega sveta, v katerem jaz probam nekako skupaj pobrati te ljudi, ki so o tem govorili na različne načine. Ta svet, v katerem trenutno živimo, je najprej pokaži mi, potem bom verjel,
Svet, v katerega prehajamo, pa je glih kontra. Najprej verjemi in videno bo. Da poenostavim, moj primer, jaz si predstavljam, kakšen kruhek bo, kakšno žemelco bom spekel, ali pa kako velike paradižnike bom vzgojil letos. To so moje predstave. Pol je treba pa seveda še kaj narediti, a ne? Najprej je pa predstava, ker na osnovi predstave vem, kakšno moko bom vzel. Ali bom imel štručke, hlebčke, torej, ali bo hlebček bo 1, ali jih bo 8, bo pladen, bo plošča, bo posoda, Najprej predstava. Ne morem ti najprej pokazati žemljo, pa pol reči, ok, zdaj tole žemljo bova spekla, nazaj. Ne gre, a ne? No, in o tej predstavi, o tej domišljiji bi vam rad o tem govorim in tja gremo in to domišljijo boste mogli vžgati. Ker stvar, ki jo, kamor gremo, ta 5. dimenzija, višja vibracija, awakening izven zajčnika, je stvar misli. Ne bom rekel uma, ja, in misli, ki pridejo. In kako s temi mislimi operiramo? A jih damo v ruzak kot breme, neko čustveno breme, date in razmišljate in jo nosite s sabo, ali te misli spuščate čez ramo. Pride, flik čez ramo. In več, ko boste vrgli čez ramo, bolj boste razbremenjeni. Lažji boste. Srečnejši, mirnejši. Ampak morate verjeti, da ste ljubljeni. Predstavljati si, da ste ljubljeni. Ali verjeti. Ali mora vam najprej en pokazati, da ste ljubljeni. Pridite sem, vas bom objel, da boste vedeli, da ste ljubljeni. A je to zdaj v redu? A rabite angele varuhe, da vas objamejo? A vas ne? A ja, vi ne čutite? A ja, ste zapigani? A ja, to je pa drugače. A je kdo kdaj čutil kakšne mravljinčke kdaj? Ko slišite kakšno musko, se pojavi in se naježi koža? Se? Ne? Ja? Ko se boste prepustili mislim, je to, ko se vam naježi koža, kn grob šmergelj, ko se prepustite. Angeli objamejo k svila. No, tle morate pa verjeti. Mojim besedam. Jaz tega vam pa ne morem več pokazati. 100% pa garantiram, da jaz to občutam. Torej se da, pa nisem edini. Pesmi govorijo o tem. Ljubezen me je objela. Neskončna ljubezen. A so to angeli, a je to ljubezen, a je to eter, a je to moja misel? Dajmo malo na stran, da ne bo kdo rekel, da zdaj sem šel pa že v angele, pa da zdaj se mi je pa res dokončno odpeljalo. Ne, ni se meni nič odpeljalo, meni se je pripeljalo, ne odpeljalo. Zdajle, ko blebečem, sem se spomnil, tukaj sem nekje zaključil. Prej sem govoril o tem, kaj vnašate v sebe, a ne? Zvok, hrana, oči. Tudi nos je zelo pomemben faktor. Veste, parfumi niso nekaj, kar jeleni pa srne uporabljajo. Mi imamo svoje. A so feromoni. Tisto, kar od nas oddaja neki von. Zdaj, ti feromoni so organski, pa seveda po nekaj dneh valjda malo zaplesnijo, pa zagnijejo, zaradi tega smrdite, ali pa smrdimo. Ampak več slabe hrane, ko pojemo, bolj ti to smrdi ven. Ja, veste, na regradu pa na čemažu se vam sam spahne po čemažu. Drugač pa ne. Naša telesa, kadar so čista, ne smrdijo. Smrdi po gnilem mesu. Ja, smrdi po procesirani hrani, smrdi po umetnih aditivih in dodanih strupih. V zajčniku bi nas ubili.
A veste, kdor je zajček v zajčniku, navadno ne umre naravne smrti, ne? No, mi smo v zajčniku. Nas ubijajo. Resno, ni to hec, in ni to rekel, ker to je dejstvo. Genocid je tisto, kar se sodi v zadnjih mesecih in letih. Pravzaprav ljudem, ki izvajajo genocid. To ni hec. Grem malo nazaj, pazite, kaj devate v nosove. Resno vam povem. Tudi nos, kakor sem rekel, in parfumi, in napačna hrana. A veste, artificial, se pravi umetna barvila, dajo neki torti, bom rekel, zdaj sem se spomnil, torto, ker si ne predstavljam jesti modre torte, jaz jo nisem, pa jo tudi nikoli ne bom, in plavega sladoleda, ne, no, mislim, če ni podoben borovnici, ne. Enako je pri vonjavah. Veste, ena stvar lahko smrdi. A veste, recimo, mislim, da cigani imajo, ali pa pred časom, ko ni bilo skrinj, sušilnikov pa teh aditivov, se je meso pokvarilo po nekem času. So pa malo več česna dodali, pa je bilo glih tako v redu. Veste, vi morate vedeti, da za primer hrenovka, mortadela, pašteta, tam noter ni nujno, da je vse okej. Ampak, ki jo povohate, okej. Ni nujno. Dodane so stvari, da vaš nos ne bo prepoznal nevarnosti. Zadnjič sem govoril o lulanju, kadar greste lulat, pa je rumeno, malo ste pil, pa smrdi po kristalih, ne. Veste, nos vam pove, alarm, Zaradi tega je zelo pomembno, da ta organ imate tudi nedodelan, ampak da pazite tudi na njega. Okej? Ja, ljudje smo zaslepljeni. Zdaj sem se pa vrnem nazaj na izhodišče naše. Zaslepljeni, zastrupljeni, zaspani, hipnotizirani. In ne da se nobenemu nič dopovedati. Nekako v življenju zmeraj dobimo neke smernice, pokazatelje, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa mogoče bi se marsikdo z mano strinjal. Saj življenje ti pokaže, pa te opozori prvič, pa te opozori drugič, ne, pa te opozori četrtič. Življenje te pripelje do točke, ko te pritegne, ko te fejst pritegne. No, takrat se pa zresetiraš. Primoran si. In če si ne vzameš ti časa zase, da boš zdrav, potem ne boš, ko boš bolan, boš prisiljen se ozdraviti. Ja? Vendar takrat prideš v roke medicine, ki seveda ne dela v tvoj prid. To sem tudi že v preteklosti, pa sej se bom še ponavljal, nič bati. No, in ta zaslepljenost jo je treba mičken prebiti. In evo, moj namen je točno ta, da si razjasnimo, da iz zajčnika ne morete vi videti, je treba skočiti gor. Ali pa če si predstavljate, kako je loviti, ali pa kada bi bili v oceanu ful umazanemu. Vse je kalna voda, rjava. Ali pa kada bi bili sred polja, ravno, vidiš vse hribe, gore, drevesa, ptice, kar češ, edin megla pa je. In ne vidiš nič. Približno tako je s svetom, o katerem vam razlagam. Verjemi, da za meglo te čaka gora, samo moraš splezati gor in se ti odpre pogled na vse. Predstavljaj si. Zdaj mi moraš malo verjeti, ker te vabim v svet ljubezni, zato pa probam se ti nasmejati, ti ponuditi mir, ti dati glasbo, jaz sem tle pred kompjuterjem v tem trenutku, ne morem vam celega življenja kazati, se trudim, ampak ne gre, da mi verjamete, da je nekaj lepšega, nekaj večjega. Pa nisem edini, ki to govorim. Ponovno. Dejstvo je, da morate verjeti, kako zelo pomemben je mir. Kako zelo pomembno je, da izstopite ven iz kaosa.
Verjemite mi, da vam ni treba nikogar pobijati. Najhujše zlobe so odstranjene, pred nami je krasen svet in zakaj ga držite nazaj? Se strinjam, 10 let nazaj si mogel biti priden, ker če ne si bil kaznovan. Nekje sem se celo še to napisal. In če sem prej rekel, morate nekomu verjeti. Men verjem, ta men verjem, no pa smo pri veri. Evo, pa imamo religijo. Iz tega naslova jaz probam se izogniti tem besedam, niti nočem reči, da mi verjemte. Pravzaprav bom kar malo nazaj vzel, ne mi verjeti. Pazite, komu sledite. To bo pa bolj ta prava. Zato, ker ta se sovpada z enim znanjem, ki sem ga dobil mnogo let nazaj, ne slediti meni. Sledi tistemu, čemur so mojstri sledili. Ljubezni. Svojemu notranjemu jazu, glasovom od znotraj. Temu so mojstri sledili. Mir, ljubezen, vera, upanje, zaupanje. Ampak vera ne v razne religije. Vera v svojo moč, v svojo sposobnost in vera, da univerzum dela točno tako, kot mora. Vsak dan znova. In ko boste vi preskočili iz zajčnika ven, takrat vas bo objel univerz in vam ponudil rešitve. Na dlani bojo vse. Tako da boste res previdni, komu sledite. Veste, teh šamanov, ki bi šaman je že, bom rekel, teh fake prophets, zavajajočih gurujev. Niso vsi pravi. Jaz sem se enkrat malo norca delal, razne sponzorirane objave imate. Vse, čim je sponzorirana objava na Facebooku, vam je dosti hiter jasen, da gre za biznis, ne? Jaz vam nisem nič zaračunal, veste, pa sem vam podelil, ali sem vam ukradel, to se boste vi odločili. 10 ur krat 8000. Seštejte sami. 8000 ogledov. Ja. Seštejte sami, precej tega časa sem dal in vam ga nisem ukradel, kot to dela televizija, ker vam zraven nisem nič prodal. Ja. Niti vašega miru nisem vzel. Saj to rad delam, zelo rad. Z največjim veseljem in celo sem presenečen, da se stvari tako odvijajo, kakor se. Ker jaz enostavno zaupam. Jaz sledim notranjim glasovom, vzgibom, željam in nalogam pravzaprav. In učim se, na dnevni bazi se učim. Vsak dan imam novosti. Nekaj preberem in dodam v moje znanje. Torej, res se v življenju človek nikoli ne neha učiti. Torej, res bodite previdni, komu in čemu sledite. Če boste sledili Gangnam Stylu, ne bo prav. Če boste pa probali razumeti, kaj vse vam je povedal Freddie Mercury, pa tudi Bob Marley, kako so mu ptičice pele, da bo vse v redu. Malo se to navezuje na videe nazaj zaradi tega. Tako da ja, tle kar. Okej. Sistem je neviden. Iz sistema je treba stopati ven. Ampak tudi resnica je nevidna. Se pravi, laž nam govori, da smo mi majhni, minorni, prišli iz opice ven, a ne? A se da kaj od tega parjeti? Ne, lahko v knjigi vidite kakšno slikco, a ne? Tako, ki jo je nekdo narisal, kako smo bili najprej tako opica, pa smo se pa kakor češ dvignili, ne? A veste, to je laž. Tudi laži se ne da videti, čeprav ste jo gledali cel life.
Resnica je, da smo božanska bitja, ne pa opica. Se pravi, ne da se videti ne laži, niti resnice. Vendar resnica prihaja na plano, vsak dan več je resnice tle pred nami. Koliko si pa upate verjeti, je pa druga pesem, a ne? Jaz se spomnim, nazadnje sem se z nekom pregovarjal okrog Ukrajine, pa sem napisal, da pač Ukrajina je leglo kabale, ne? Iluminatov, kabale, kazarjev, bom rekel, zla, z eno besedo, zlo. Pa sem mu razlagal v tem kontekstu, ja, misli včasih tudi odidejo. Sam jih morate počakati. Če hočete res nekaj končati, pa morate misel počakati. Hokus pokus, kavo za fokus. Najbrž sem hotel reči, da sem se z nekom pregovarjal in rekoč, da je Ukrajina, da gre za reševanje in to, in tip si ni pustil dovolj do sebe, da govorim v njegovo dobro, da bo razumel stvari, da bo izvedel resnico. Ampak ljudje se te resnice branijo, upirajo, zatirajo, negirajo, ignorirajo. Jaz probam pomagati, ne morem pa vam skladvom nobenemu v glavo ubiti resnice. Resnico treba spoznati, ampak ta naša resnica je pokrita s milijon lažmi. Saj tudi to sem že omenil. In te laži je treba, kdor hoče živeti v resnici, mora živeti brez laži. Saj to pa bo, a ne? Najbrž ni tako težko razumeti. Ja, in resnica se je zdaj pa začela kar širiti, a ne, čedalje več ljudi že širi določena znanja. Jaz sem mičken, ne razočaran, mogoče še enkrat bi rad, samo opozorim, ne strahu širiti, širimo ljubezen, mir in upanje, a ne. Ne, kaj bo jesen, pa virusi, pa spet nas bodo zaprli, pa nafta gre gor, pa štala bo, pa vi sploh ne veste, kaj nam bo ta vlada naredila, pa... Ne. Pejmo raj k ptičkom, pejmo k miru, pejmo se imeti, se moram zrihtati. Pejmo se lepo, pejmo se imeti kreativno kot kolektiv, vendar v resnici, ne. Bodimo pleme iskreno, bodimo družba prijaznih ljudi, kreativnih, za sodelovanje. Nekateri imajo znanje bolj široko, nekateri pa pač malo ožje, nekateri imajo več izkušenj, nekateri malo manj, ampak skupaj smo pa kompletni. Skupaj smo kompletni. Deli in vladaj je Lisjakovo pravilo iluminatov in vladarjev, mi pa nočemo biti divided, ločeni. Mi hočemo biti united, like universe, združeni v enem zboru. Eno pesem pojemo, verse, one verse, universe. Ljubezen je jezik. Ne morze, ne španščina, ne italijanščina, ne slovenščina, ne nemščina. Ljubezen je univerzalni jezik. Mir je pa state of mind, kako se to prevede, stanje uma, je pa mir, kjer ljubezenski jezik pride naprej. A veste, ves čas imamo glasbo, ampak ona nas ne preglasi, ona je tle, tako enako mir, pa se pa ljubezen sliši, počasi.
Tiho. Dosti je, ekipca. 40 minut, lekcija je gotova. Jaz nisem vedel, ali so to moje traparije, filozofije, zezancija, ali spiritualna scena, ali šimfanje sistema, ali motivacija, ali vse sort sem mogel negirati, da ni religija, ni igra, ni prevara, ni izmišljotina. Nazadnje smo ugotovili, da so tole lekcije. Evo, lekcija brez začetka in konca, tudi v prihodnje bo tako. Ker ne moramo v knjižnice postaviti od začetka do konca, razvrstiti knjige kje se začne. Ni začetka in ni konca, univerz ga ne pozna. Mogoče čez kakšnih 10 let bomo tudi to vedeli, ampak v tem trenutku naše zemeljske izkušnje so narejene na mi moramo zdaj iz tega uma ven, ampak kljub vsemu še vedno dihamo med razumnim, nerazumljivim, znanim, neznanim, povezano, logičnim, zdravo, kmečko pametjo in nam tlele še malo ne gre. Nima veze, dragi moji, če se boste imeli radi, tako da boste se čez dan gibali na tak način, da vam bo prijetno, da ne boste naredili nekaj, kar nimate radi. Za sebe, mislim. Če se boste imeli radi, boste za začetek naredili največji korak. Ker če se boste imeli radi, ne boste dovolili, da se zastrupljate. Drži? Vse? Če boste dajali ljubezen okrog sebe, jo širili, bo nekdo začutil, da vi pa nekaj z ljubeznijo se greste. Pa dajte se. Pa ne se pustiti sprovocirati. Narcis vas želi sprovocirati, da ne boste v miru in da ljubezen ne bo prišla na plano. Ker jeza je glasnejša od ljubezni, kaj ne? Vendar to spada med čustvo ali med samo obrambo. Ampak pameten bojevnik ostane vedno miren. Saj to vemo, malo iz pravljic pa malo iz zgodbic. Uživajte. Zabavajte se, imejte se res radi in vzdržujte mir. Jutri se pa vidimo naprej. Imam tlele, a veste, čisto za občutek, tlele sem si pripravil neke stvari, ne? Pa smo samo to obdelali. Tako da imamo še. Radi se imejte, vzdržujte mir, resno mislim. Čau.